Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes vam moram nekaj pokazati. Lejte to. Tadam! Lejte to. Kakšno kreacijo sem kupila v osnovi, naročila in dobila. To je lemurijska boginja Amoral. In ta slika bo krasila naslovnico moje nove knjige. In zdaj vam povem zgodbo, kako smo prišli do tegale, kako je nastala ta neverjetna kreacija. V glavnem, moja prijateljica Sabina Maj, ona sva nekaj sodelovali in je rekla, prav čutam, da vaju moram povezati s Tino Skaza, to je ta slikarka. In brez posebnega razloga sem jo poklicala in, veste, ko z nekom enostavno steče energija, z nekom pa tudi veste, da ne steče energija, no z njo je stekla. Veste, kot da se od nekdaj poznaš. In v tistem Tina reče, ko klepetava, a pa imaš že naslovnico? Sem rekla, ne, ampak vem pa, kaj bi pa želela na ta način, ne? Ker v bistvu razlagala sem ji, da bi želela žensko figuro v tej obliki, da ima tako roki. No in potem naslednje jutro, no mi da so se potem že vse zmenile, da bo ona naslikala, naslednje jutro me vrže zjutraj po konc, dobesedno vrže z vizijo, narišem skico, kako bi želela, da izgleda, in dejansko Tina je zdaj to narisala. In v soboto sem šla k njej iskat sliko in ja, res je neverjetna. In zdaj, če pogledamo majčkeno bolj podrobno, poglejte, ta lemurijska princesa, boginja, stoji v srču Afrike. In zanimivo, zdaj, ko več berem o teh zadevah, ostanke zakladov Lemurije so skrili, v glavnem so nekje v srču Afrike, Kongo, nekje tukaj noter. V glavnem, tukaj gor stoji na lotosovem cvetu in se razprostira v nebo in je v ravnovesju med nočjo in med dnevom, popolni koncentraciji, zaščiti, in tukaj so barve čakar okrog nje, v bistvu ta sveta geometrija, in v bistvu to je kreacija moči. Čas je, da gremo v svojo moč. No, zdaj vam pa povem eno mojo zgodbo od danes. Jaz sem bila presenečena sama nad sabo, ker res redko nad kom, da tako da odločno povem, kar je treba in tako naprej. Prej se umaknem, kot pa da povem še pri otrocih, redko, da popenam. In res mora biti, a veste, me hecajo. Rečejo tako, kar rečem tako, lej, še tokle fali, takrat vejo, da morajo nekati, zato ker naslednjo je samo še in redko pride do tega. V glavnem, večkrat me hecajo tako, če smo na teh vibracijah, da rečem, rečejo tako, mami, lej, tokle mi fali, tokle, in me oponašajo, ne. V glavnem, dejstvo je, da pri nemških kartah nekaj je pri embalaži za popraviti in zdaj, ko je treba za popraviti, je seveda najlažje pač jamrati. Tukaj, glejte, ni važno, ne bom imen noter, ampak gre se za to, kako sem v osnovi kar malo presenečena nad sabo, da sem zmogla v svoji moči povedati tako, kot se zagre. Ker to je zame nova zadeva. Ker meni je bolj enostavno, veste, takrat Bog ne daj, da bi se komu zameril, tako sem do zdaj očitno delala in sem se prej umaknila in šele potem, ko sem zbrala svoje občutke, sem lahko odreagirala. In zdaj je bilo prvič, da sem na prvo žogo povedala, kar se zagre. Mislim, to je zame res nova moč. In v bistvu ta moč, da nisem žrtev, nisem nekdo, ki se umika, ampak da na ljubeč način jasno znam povedati, za čem stojim, kar je pomembno, Ker, glejte, mnogi, predvsem ženske, mnoge smo bile dobesedno programirane na to, da moraš ugajati. Ja, kako se pa obnašaš? In čeprav starši ne živijo več z nami, čeprav mogoče so že med angeli, vam še vedno odzvanja tisti glas,
kako se pa obnašaš? Ja, tako se pa Japonca ne obnaša. No in tako kot enkrat ena gospa, bila je na delavnici, stara okrog 70 let in je imela program, da mora biti pridna punčka. Veste, kaj je to? Pri 70 letih, da imaš program, da moraš ugajati in da moraš požreti in da ne smeš izražati svojih čustev. A ne? In zdaj, kaj se dogaja? Ko ne izražamo svojih čustev, se nalaga in enkrat eksplodiraš in potem te vsi pisan gledajo, kaj ti pa je? Si bila zmerom zadovoljna, si zmerom, a ne, zdaj si pa čudna. No in to se mi zdaj učimo, ne? Da takrat, ko je čas, izraziš svoja čustva. Zdaj pa gremo naprej. Zadnjič mi je ena gospa napisala sporočilo, da bi rada več izvedla o čustvenem prenajedanju. In jaz bolj, ko razmišljam o tem čustvenem prenajedanju, sploh ne morem reči, da obstaja čustveno prenajedanje, ampak obstaja pa hormonsko prenajedanje. Zato, ker dejstvo je, da čustva vplivajo na hormone, hormoni pa povzročajo, da se sprosti večja količina inzulina. Inzulin je pa tisti hormon, ki povzroča, da smo zmerom bolj lačni. Se pravi, v bistvu hormonsko prenajedanje. In če se želimo izogniti hormonskemu prenajedanju, kaj bi bilo potrebno narediti? Predvsem to, da razumemo, kako delujejo hormoni. In prvi zakon hormonskega prenajedanja je jej. Se pravi, imej se toliko rad, da enostavno ješ na 2 uri pa pol. To je ta prvi zakon. In če jemo na 2 uri pa pol, se nam ne sprošča lakota. Drugi zakon hormonskega prenajedanja oziroma, da se ne prenajedamo zaradi hormonov, da smo pa v stiku s seboj. In ta stik s seboj se vprašaš v vsakem trenutku, kaj občutim. Kaj občutim? Kaj je tisto, kar občutim? Ne, ker smo bili programirani. Potlači, ne izražati, ne nasmehna usta, bod pridna punčka, si stara 70 let, moraš biti pridna punčka. Enkrat si pa tudi že velika, je dosta, ne? In da ženska stopi v svojo moč, pomeni, da je ne zdaj tista možača, ki je jezna na cel svet in seka po vseh, ampak ko ženska stopi v svojo moč, je v milini, je v sočutju, ampak še vedno odločna. Ne? In to je velika razlika. Stik sam s seboj, kaj čutim, kaj občutim. Ne? Ker so določene stvari, ki nam pritisnajo na naše čustvene rane, ampak če se sprašujemo, kaj občutim, se pravi, sem lahko v stiku sama s seboj. Naslednja stvar, pri hormonskem prenajedanju je pomembna, da razumemo, pri vsakem obroku morajo biti beljakovine. Kdor nima beljakovine, v glavnem, pri vsakem obroku morajo biti beljakovine, ker komur manjka beljakovin, se mu spet sprošča inzulin in je zmerom bolj lačen in ima potrebo po cukru. Enostavno se mu sprošča. Jaz opažam pri mojih strankah, ko začnejo dodajati krom in beljakovine, se jim enostavno ustavi želja po cukru. In zadnjič sem z enim gospodom govorila, sem mu ravno to razlagala, kako krom in inzulin delata v bistvu v paru, in ko krom doda, enostavno ne bo imel željo po sladkem. Zato, ker zdaj je kaki in pravi, ja veš, kako je pa to dobro. In kaki na kaki. Glejte, čeprav je kaki zelo, zelo zdrav za naš imunski sistem, preveč kaki, ja, potem se to prilepi tudi na naše telo. To je dejstvo. Zato je tako pomembno, da imamo v ravnovesju in sploh kaki nima beljakovin, splača se narediti, recimo lahko narediti eno tako zlaganko, date jogurt, pa kaki, pa semena, pa spet jogurt, pa kaki, pa semena in nastane krasna zadeva in je odlično in še nizek glikemični indeks ima. Naslednja zadeva, kar moramo razumeti ne pri čustvenem prenajedanju, ampak pri hormonskem prenajedanju je to,
da naše telo potrebuje, ker moramo razumeti hormone, kje so tukaj maščobe. Se pravi, hormoni so topni v maščobah. In če mi nimamo zadostno količino maščob, dobrih maščob, ne bo vezave, se ne poveže. Se pravi, četrta stvar, ali vsebuje moja prehrana omega-3 maščobno kislino. To je četrta točka. Naslednja točka pri hormonskem prenajedanju je pa, veste kaj, antioksidanti, C-vitamin. C-vitamin je pa tisti vitamin, ki deluje na to, da prva stvar preprečuje oksidacijo. Se pravi, preprečuje staranje, propadanje kolagena, povečuje prirast mišične mase, povečuje čvrstost tkiv, povečuje kolagen, povečuje povezave v možganih in predvsem C-vitamin. Zdaj, če gledamo na stres, če gledamo, da stres vpliva na hormone, C-vitamin je prvi, ki ga potrebuje telo takrat, ko smo v stresu. No in če se spet vrnem na današnjo zgodbo, dejansko ko sem bila na tem sestanku, njihovo ozračje dobesedno smrdi od prenapetosti, od stresa. Vsi so v stresu. To ni moje okolje. A ni to noro? Če delaš v takem okolju, je tako, kot bi delal med samimi kadilci in ti lahko prideš super zmeditiran in ne vem kakšen tja, boš smrdel od negative. Zato je tako pomembno, in jaz mislim, da je celo blagoslov, da tale korona marsikomu daje priložnost, da vidi, kaj pomeni delati od doma in da kako bolj svobodno si določa svoj čas, pa ravno tako vse naredi. In tako jaz živim že vsa leta. Jaz imam svoje podjetje od 94. leta, se pravi leta 2024 bo 30 let, odkar imam svoje podjetje. In zdaj, če gledate, da je to res že ena taka dolga doba, jaz delam od doma. Jaz nimam šefa, nihče mi ne diktira, kaj moram delati. Si ne predstavljam. Res si ne predstavljam, ker to ni moj svet. In zdaj pa tisti, ki delate ves čas v stresu, dobro veste, da se vam začne nabirati stresna maščoba na trebuhu in to je točno pomanjkanje C-vitamina in omega-3 in dobrih beljakovin, ki gradijo nove hormone in naslednja stvar, izpuščate obroke in padete, potem vi rečete, v čustveno prenajedanje, ampak dejansko padete v hormonsko prenajedanje. No, zdaj pa, a veste, na kakšno idejo so prišle s Tino Skaza? Tale, če bo koga poklicala ta slika, jo bom dala profesionalno slikati in jo boste lahko pač kupili, a veste, tisti reprint in si jo boste dali v okvir. To je v bistvu ena taka krasna zadeva, ali pa mogoče celo, da bom naročila okvirje, da dobite že gotov izdelek, zaradi tega, ker se mi zdi, da tista ženska, ki rabi dodatno svojo novo moč, bo sigurno s tole sliko dobila novo moč. In jaz se imam v predsobi obešeno in vsakič, ko grem mimo, si rečem, veličastna jaz, točno vse, veličastna, ker naslov knjige, naslov slike je Veličastna jaz. Ko se zavedaš, da si več, kot se zdi. Zdaj pa gremo na prehod v novo dobo in zadnje čase ves čas dobivam karto Nova moč. Neprestano nova moč. Ampak da zdaj le vidimo, kaj bom pa tukaj dobila. Intuicija, jasno zaznavam sporočila. Vem, enostavno vem, ko enostavno pride sporočilo. Kam gre pozornost, je naslednje sporočilo. Ta trenutek, gledajte, pozornost. Ta trenutek lahko date pozornost. Ne gre to, sem žalostna zaradi tega, sem jezna zaradi tega, ne gre. Dobiš še več tega. Ali pa tisto, kar se dogaja, drame, to bomo rešili. Pozornost daješ v lepe stvari. Intuicija, stvarstvo nas vodi. Ves čas dobivamo sporočila, naredi to, poklič tega, obrni se na tega. Ampak pa ti pa začne govoriti, ne, nima časa, on zdaj le kuha, nima časa, je prepozen, je prezgodaj, kaj bi si bo pa mislil ali pa mislila, bož, da ne, in nič ne naredimo. Tako da tisto, kar dobite sporočilo, je za vas sporočilo in delajte na ta način.
In radost, srečna sem, da živim. Delfinčki, radost življenja. Jaz zadnje cajte kar naprej pojem odo radosti, sploh ne vem, kaj se mi dogaja noter po glav, ampak ta radost, oda radosti, je zanimivo, kako je besedilo. Splavaj misel na krilih hitečih. Splavaj misel. A ne? In zdaj, obtežene misli ne morejo splavati, lahko samo padejo k cegu, ampak splavaj misel. In to je tisto, kar mi lahko kreiramo, z mislijo lahko kreiramo. Zaupam toku življenja, vse je tako, kot je prav, gremo ta pravo smer. In ena stvar, ko se bomo začeli zavedati, da smo mi kreatorji svojega sveta, da mi lahko vplivamo na tok naših misli. Včeraj sem sodelovala na eni tomboli, v glavnem nekaj v okviru podjetja Neolife smo imeli in točen sem si zadala, sem rekla, zdajle bom jaz žrebana, pa sem bila žrebana. Tisti trenutek, tudi to, da lahko usmerjamo svojo misel, vam povem, da je točno to, kako lahko usmerjamo svojo misel. No, tale mi je ves čas hod tudi ven. Naslednji korak, meni pripada sreča, zaslužim si jo, zaslužim si izobilje vsega dobrega. Tale kar naprej hodi. Zdaj vam pa povem na ta način, ko usmerjaš svojo misel. Že leta nazaj, se pravi, ta srednja hčerka je bila še dojenček, ne, še noseča sem bila, to je 18 let nazaj, 19 let nazaj, je bilo neko žrebanje za potovanje v Pariz, brezplačno, za fotoaparat, ampak dejansko, jaz sem si zamislila potovanje v Pariz in dejansko je bilo tako, kot bi se listek z mojim imenom prilepil gor. Takrat sem dobila nagrade, ne vem, preko 1000 evrov, za ston potovanje za en teden v Pariz, za celo družino. Mislim, res neverjeten. Neverjeten, misel ima tako moč. Ko si vi zamislite, da nekaj bo, to se bo zgodilo. In ja, čas je, da postanete, da se spomnite, na osnovi je vsak izmed nas, vsaka izmed nas, ta boginja, ki stoji na svetu, črpa energijo iz neba, je samo steber luči in sprememb. Kaj mi je všeč tukaj noter, ta vijolična barva? To je pa vijolični žarek transformacije, kar se zdajle dogaja, ta vijolična žarek transformacije in takrat, ko imate občutek, da je treba nekaj spremeniti, pokličite prav vijolični žarek, tako, kot bi stekel takole navzdol po vašem telesu in si predstavljajte, kot da je vse okrog vas napolnjeno z vijolično energijo in vijolični žarek, ki enostavno čisti vse, kar ne spada v vaše življenje. Glejte, ko se bomo začeli zavedati, da ta igrivost je tista, ki kreira, ki ustvarja, in da ne dvomimo v končni rezultat, ampak samo dovolimo, da se zgodi, boste videli, mi imamo moč. Mi imamo moč. In naj vas napolni nova moč, boste videli, življenje bo začelo sijati v teh zlatih barvah nove dobe. Imejte se radi.